A veste, kaj me najbolj pogreje? Ko pride pacient k nam, tam okrog 40 pa prav, da bi bilo fino, da bi imel en servis. No in potem se menimo, katere preiskave bi bilo fino narediti in beseda dostikrat nanese tudi na tumorske markerje. Se pravi, nekaj, kar ti pove, a imaš raka ali ne. In če namesto pacienta vidiš vrečo denarja, mu boš to seveda prodal. Kot zdravstveni delavec pa bi mu mogel reči naslednje. Kaj? Preverite v tem videu. Živijo in dobrodošli spet na kanalu Moj laboratorij. Jaz sem Bija, to je Aleš in tudi to nedeljo vas bova naučila nekaj novega. Ta teden mogoče majčkeno bolj občutljiva tema. Dajmo si pogledati nekaj o tumorskih markerjih. Tumorski marker ima mogoče malo neposrečeno ime. Da bi si nek tumorski marker, naprimer CA125, zaslužil svoje ime, bi moral imeti naslednje dve značilnosti. Prvič, moral bi biti občutljiv. Se pravi, če imaš neke rakave spremembe na ovarijih in se tvoje celice prehitro delijo glede na ostalo, potem mora test to prepoznati. Bolj kot je občutljiv, boljše je. To pomeni, da tudi če obstaja ena sama rakava celica, jo mora test poiskati. Dobro bi bilo pa tudi, da je koncentracija premosorazmerna s to rastjo. Se pravi, več kot je rakavih celic, večja bi morala biti vrednost markerja. Drugi pogoj, moral bi biti specifičen. Se pravi, če imaš neke rakave spremembe na ovarijih, mora test zaznati samo te spremembe in pa nobenih drugih. Recimo, konkretno nas potem ne zanimajo celice tkiva dojk, če nas zanimajo ovariji, ker potem ne vemo, kaj raste, koliko je zrastel, kje raste in kaj naj zdravimo. Torej, imamo samo dva pogoja, ampak nažalost imamo trenutno v laboratoriju tudi samo dva pogojno uporabna tumorska markerja. Vsi ostali nepotrebni, premalo občutljivi in pa tudi nespecifični do te mere, da vam jih bo znal interpretirati samo onkolog. Katera pa sta ta dva pogojno uporabna tumorska markerja? Prvi je PSA za moške. PSA je v bistvu kratica za prostatospecifični antigen, ki je v bistvu encim. Ima že v imenu specifičen, kar pomeni, da je povišan, ko prostata raste. Žal pa pade v kriteriju občutljivosti. Zakaj? Zazna sicer majhne spremembne rasti celic, vendar ne moramo vedeti, se pravi na podlagi PSA, ne moramo vedeti, da so celice škodljive, se pravi maligne, ali pa neškodljive, se pravi benigne. Ampak okej, boš pomanjkljiva informacija kot nobena v tem primeru. In tudi zato imamo v Sloveniji en program, vsem moškim po 50. letu pripada na vsake toliko časa merjenje PSA. No, drugi pogojno uporaben tumorski marker pa je marker CA125, ki se navezuje na ovarije. No, ampak tudi ta ima podobne pomanjkljivosti kot PSA. Je pa ta marker v domeni ginekologov. Ti pa lahko vidijo spremembe tudi s pomočjo ultrazvoka, zato predlagava, da presojo prepuščate njim. In kaj je potem z vsemi ostalimi markerji? Mogoče ste že slišali za te kratice, kakor so naprimer CA199, se pravi, to se uporablja kot marker za spremljanje trebušne slinavke, potem 15-3 je za dojke, HE4 je za raka epitelijskih celic ovarijev in pa CA za debelo črevo, ovarije, pljuča in tako naprej. In kljub kompliciranim imenom in enim takim številkam, ti markerji nobeden ne dosega prej omenjenih kriterijev, se pravi pade na specifičnosti in pa na občutljivosti. In zato imajo tumorski markerji kot diagnostično-preventivna informacija zelo malo pomena. Sodi v terciarne ustanove, kot so recimo bolnišnice ali pa onkološki inštitut, običajno pa se potem uporabljajo kot marker za spremljanje učinkovitosti zdravljenja pri kemoterapiji, se pravi potem, ko že veste, da imate tumor. Se pravi še enkrat, ti markerji so torej nespecifični, predvsem pa neobčutljivi in so kot diagnostično orodje v smislu preventive neuporabni. Se pravi, ne iti kar tako malo preveriti. Sami reagenti za te analize pa so tudi precej dragi, kar pomeni, da bodo tudi te preiskave drage. Ne naredi se jih toliko v laboratorijih, kakor naprimer glukoze. No, pa tudi vprašanje je, kako so laboratoriji kontrolirani, zato bi bilo res pravilno, da take preiskave naroča samo zdravnik. Če pa vi pridete v laboratorij kot samoplačnik, je pa vsaj moralno oziroma je na nas, zdravstvenih delavcih, da vam povemo, da nima smisla testirati vse prek. Ampak, ker nas je raka vse strah, dajmo v nadaljevanju pogledati 12 nasvetov, ki jih je vredno upoštevati, če res hočete delati preventivo proti raku. No, vse to priporočajo tudi zdravniki, ginekologi in pa programi Zora, Dora in Svit. Prvi nasvet.
Izogibajte se kajenju. Študij v povezavi s kajenjem je ogromno. Najna vloga ni tukaj, da se opredeljujeva glede kajenja, lahko sam podava opažanje. Se pravi, kadilci imate drugačno kri, barva je drugačna, eritrociti so večji, levkocitov je več, nekateri proteini so večji, pa še pH je drugačen. Če pa že kadite, dajte se potem izogibati kajenju v navzočnosti drugih. Eno je, kaj počnete z lastnim telesom, drugo pa je odgovornost do drugih. Vzdržujte tudi normalno telesno težo, pri tem naj vam bo v pomoč indeks telesne teže, normalni indeks pa je nekje med 18 in 25. Bodite tudi telesno aktivni. Zadostuje že 20 minut na dan, pri tem si boste dvignili puls v tako imenovano kardio območje, to je nekje 130 do 150 utripov na minuto. Kako pa veste, kdaj ste v tem območju, lahko si kupite pametno zapestnico, ki vas bo spomnila, da je treba malo šibati okrog. Prehranjujte se zdravo, na podlagi teže in pa višine si lahko izračunate vaš idealen vnos kalorij. Se pravi, če hočete težo izgubiti, ohraniti ali pa pridobiti. In spodaj v opisu boste najdeli spletno stran, kjer to v bistvu lahko naredite zastonj, pa zelo enostavno. Bodite pa zmerni tudi pri alkoholu. Ta škodi predvsem vašim jetrom. In jetra so vaša predelovalnica strupov. Imate samo ena in kot kaže, so jetra tako kompleksna, da jih ne bomo uspeli natisniti kot rezervni del. Pazite tudi na sonce. To leti predvsem na kožnega raka. Bodite zmerni pri sončenju, potem uporabljajte sončno kremo in pa spremljajte UV indekse in se izogibajte sončenju pri visokih UV-jih. Poskrbite pa tudi za varnost na delovnem mestu. Zaščitite se pred snovmi, ki povzročajo raka. Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Preverite, če ste doma izpostavljeni radonu in pa zračite prostore. Matere ne dojijo otroke, če le imajo mleko. No, ženske pa naj nasploh omejijo jemanje hormonskih zdravil, predvsem kontracepcije. Cepite otroke proti hepatitisu B, deklice pa potem cepite tudi proti HPV virusu. In proti hepatitisu B smo na primer cepljeni vsi zdravstveni delavci. In pa navsezadnje, sprejmite tisto povabilo, ki ga dobite v pošti, pejte v nacionalne presejalne programe, kot so Dora, Zora in Svit. Ideja teh programov je namreč poiskati med najbolj ranljivo populacijo tiste, ki jih je potrebno še bolj podrobno spremljati. Bolezen oziroma razvoj tumorjev namreč poteka v več fazah. Večino tumorjev lahko odkrijemo v 3. in 4. stadiju, ampak večina jih je ozdravljivih brez posledic, če jih odkrijemo prej, se pravi 1. ali 2. stadij. Zato so te nacionalni programi še posebej neprecenljivo orodje za zgodnje odkrivanje sprememb. Ugotovili smo, da so tumorski markerji imajo neposrečno ime in od vseh sta pogojno uporabna samo dva. Raka se vsi bojimo, sploh zato, ker bolezen skoraj vedno poteha tiho in pa neopazno. In proti raku lahko sam naredi več tisti, ki bo redno upošteval teh 12 nasvetov, ki so vam jih dala, kot pa nekdo, ki enkrat letno hodi v laboratorij na tisti svoj redni servis. No, upava, da sva vas tudi s tem videom kaj novega naučila, predvsem pa, da sva razjasnila, kaj pomeni pojem tumorski marker. Če sva vas, nama seveda stisnite en like. Če pa mislite, da bi to komu koristili, pa mogoče delite ta video. No, midva se zdaj še malo vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!